Radio SI Main Stage. Ja, zdaj pa res sta že tukaj Taja Islamović, kitaristka, in Katja Zinrajh, vokalistka, članici zasedbe Infected. Zdravo obema. Dobro jutro. Kako je dekleti? Jutranje. Jutranje. Kaj to pomeni zdaj za vas kot glasbenike? Predvsem mogoče z mojega vidika je to malo problem jutro. Jaz sem se danes zjutraj vstala kolikih, ob 4:30. Tako kot jaz. Ne, čakaj, jaz 10 minut prej. Mislim, bi lahko skupaj začela, da ne se radijo. Ja, treba se opet, ne, predvsem malo se gre glasilke, tako da par ur prej se treba zbuditi. Mislim, da sem se prva izmed vseh članov zbudila. Ja. Tako da ja. Vendar lepo ješ, ne? Ja, res je. Drugi pa smo malo živčine, pa še pripotovati moramo do Maribora. Ja. Ti si tudi jutranja ptica, Taja? Ne, če ni treba, ne. Ja, tako. Zdaj, jaz bom se delala, kot da nič ne vemo o Infected, ne, čeprav nekaj vseeno vem. Kdo sta člani vse? Bom jaz, kot rečeno, vokalistka, Katja Zinrajh, jaz kitaristka, potem pa imamo na bas kitari Gašper Bračič, na bobneh Jure Kovačič in pa še nova ukrepitev, da tako rečemo, iz preteklega leta na klaviaturah David Krajnc. Super. Danes pa smo še malo večja zasedba. Kdo pa je zraven? Imamo še dve back vokalistki zraven. Odlično. Sanja Kosi in Minea Gabrovec. To se bo dobro slišalo na main stageu, ne? Po 10 uri. Odlično, to pa super zasedba. Zanima me še odkot, seveda ime, to vas najbrž vsak vpraša, ne? Pa mene tudi zanima, odkot Infected, ker niste nastali v času covida, ne? To bi še nekako povezala, ampak ste nastali že prej. Ja, Ebola. A res? Ja. Kdo potoval po Afriki, okay? Ja, ideja je bila v bistvu od bobnara Jureta Kovačiča. Okay. Koliko se jaz spomnim, je bila glih fora v tem, da je igral neko igrico in mu je na zaslonu napisalo Infected. In utrinila se mu je ideja, ok, dobro, kaj če bi bili mi Infected. Milo je nekaj časa, prišel je COVID in avtomatsko to ime ne zveni več tako, bi lahko rekla v nekem dobrem smislu. Hkrati tudi glasbo njena več isto igramo, tako da je nek namen tudi, da v kratkem mogoče se malo preusmerimo, preimenujemo. Sploh je tako super priložnost zdaj, no, glede na to, da smo zaštartali nekako na sveže, kot rečeno prej z novim klaviaturistom, malo drugačna glasba. Mogoče bi to seveda že mogli narediti, to novo ime, ampak je pa izziv, ne, zbrati ime, ki ti bo všeč, pa ki ga boš nosil na nastopih. Pa priznajta malo, ne, da bi se mi okužili z vašo glasbo, ne? Malo pa je tudi samo všečnosti, kar je pravilno. Ja, se je dobra, ne, nič ne rečem, ampak zdaj morda še tole, kako pa nastajajo vaše skladbe. Kdo piše? Predvsem besedila, no? Besedila pišem jaz. Kdaj si tudi med sabo pomagamo. V bistvu vsi člani benda meni kdaj pomagajo pri kakšni besedi, mogoče če se mi kje zatakne, kot prav tako isto glede instrumentala. Mislim, tak medsebojna komunikacija je, tak da... Ja. Ponavadi se vedno prije vsaj z nekim grobim osnutkom, ali so to samo akorde, pol pa nekako skupaj sestavljamo. Torej najprej glasba? Ne. Ja, v večini primerov. V večini primerov, ja, ampak odvisno od nekega feelinga. Kdo ima prvi inspiracijo? Ja, točno tako. Radio SI Main Stage. 5 minut je že čez 8:30, vem, da že nestrpno pričakujete koncert Radio SI Main Stage, četrtek je in tam bodo stopili na oder Infected. Zdaj sta z mano v studiu še vedno Katja Zinrajh, vokalistka, in pa Taja Islamović, kitaristka te skupine. Fanti so lepo na delu, ne, se oglašujejo, da ne bo šlo kaj mimo not. Zdaj, kako je kaj na vaših koncertih? To me še zanima. Kaj vam pomeni, ali pa vam pomeni, če govorite v imenu vseh, stik s publiko? To glih, jaz sem iz jezika ste mi v bistvu vzeli, no, kako je na naših koncertih. Meni se zdi to pač ključna stvar, da imaš nek stik s publiko, da pač začutiš, da se skupaj začutiš, no, kako oni dojemajo tvojo glasbo, in to je tudi, se mi zdi, da nek tak prostor, ko ima band možnost tudi neke refleksije, kaj je bilo pač dobro na koncertih, kaj je funkcioniralo. Tako da ja, je definitivno
nek doprinos tak k razvoju bendov, pač live špile, pa se mi zdi pač to nujna stvar. No. Je to, ne? Ja. Vama je ostal še kak posebej v spominu? Vem, da ste bili tudi na In Music festivalu, ne? Ampak takrat nekako je bilo vse skupaj prehitro, toliko, kolikor sem brala. Ne vem, časovno je bilo prehitro ali po začetku delovanja? Mislim, da bolj začetek oziroma sam termin koncerta je bil, mislim, da ravno takrat, ko so se odprli ti odri, ta koncertni prostor in to mislim, da je bilo nekaj petih, tam kar zgodnja hitro ura. Za koncert. Ja, ampak so se ljudje kar hitro začeli nabirati, ko so slišali glasbo, tako da... Ja. Je pa to res tako veliko prizorišče, da tudi če so se začeli nabirati, če vedno zgleda pač da... Tako da jih je malo. Ja, ampak je pa definitivno neka potrditev za nas bila to takrat, da smo sploh med slovenskimi, prvič, da smo prišli v izbor slovenskih bendov, pa da smo med 3 izbranimi strani žirije bili tudi mi po izboru občinstva zmagovalni bend in da smo nastopili v bistvu prvič v tujini. No, se z nekaj nagradami se lahko pohvalite, ne? Brala sem na začetku delovanja, je to kar deževalo. Te nagrade, sploh se niste mogli otresti. Ja, pa se mi zdi, da smo malo zaspali. Na lovorika. Mislim, da smo se v tem obdobju smo se na nek način zgubili. Nismo imeli neke, kako bi lahko rekla, motivacije za naprej? Ja. Pa ne vem, če bi rekla ravno motivacija za naprej, malo je bila ta neka najstniška naivnost in nevednost, kako to vse deluje. In mi smo mislili, vse pa zdaj mi smo, zdaj pa bojo prišli koncerte. Samo od sebe vse. Prehitra prepoznavnost. Pač mladi smo bili, ne vem, mislim mlade, najstniška naivnost, kot sem rekla. Je pa treba kar naprej, ne? Pač res treba delati, biti konsistenten, to predvsem. Absolutno. Če nisi hitro pozabljen. Res je. Zdaj besedila, prej smo že omenili, nastajajo bolj z tvoje strani, Katja, ne? Kateri komad pa je bilo nekako najbolj do zdaj težje spraviti do končne verzije? Se spomniš, kateri je delal največ težav, ali je to pripeljalo vse lepo? Mogoče ko se odločiš, da pripelješ večino krat je tako, ko je res neka inspiracija, ko si v nekem momentu noter, kar steče, napišeš kar hitro vse. Kar se tiče shapeshiftersov, mogoče, sami ti majhni popravki, kakšne besede, ki ne štimajo, vseeno ni to slovenski jezik. Je na nek način bi lahko rekla bolj preprosto zapisati, tudi bolj spevnje, ampak vseeno, če deep diveneš, ni tako simpel. Tako da mislim, bi lahko kar izpostavila shapeshifters. Začeli pa ste v slovenščini, ne? Večina komadov je bilo Zakaj ste potem presedlali? Čist spontano, ni bilo neka odločitev, vse pa mi ne bomo več. Pa ni nekega cilja v ozadju, da bi zdaj pa mi razmišljali o neki tujini ali pa karkoli pač. Čist naravno je prišlo do tega, da nas je odpeljalo v to, pa smo si rekli, zakaj pa ne. Saj, ne rečem, probali smo tudi kakšne angleške komade, ki smo jih delali pol v slovenščino, v bistvu prevajati na nek način. Ampak pač ne omejujemo se. No in prav s Shapeshifters ste poželi uspeh na Standouts 2025, za kar seveda čestitke, tako da se je izplačalo prejiti tudi malo v angleško verzijo in lahko povem, da je zelo kužen komad, ker ko ga slišiš, ti še potem kar nekaj časa, ampak dobro zveni v glavi. Radio SI Main Stage. Nekaj sekund je do 9:30, po 10. uri, torej danes čas za Radio SI Main Stage, zasedba Infected bo stopila na oder, komaj čakam že koncerta. Z mano v studiu je Taja Islamović, kitaristka zasedbe. Zdravo še enkrat. Zdravo. Vokalistko Katjo Zinrajh si pustila v studio, da se lepo uglasi. Tako in pripravi na koncert. Zdaj začeli ste, koliko sem brskala po vaši zgodovini, s priredbami, na to pa z avtorsko glasbo, kot rock band. Se vam zdi, da se vaš zvok z leti kaj spreminja? V katero smer greste zdaj? Kar precej, Začeli smo v času, ko smo bili vsi srednješolci in takrat smo bili zelo take zagriženi rockerji, oziroma vseeno ne čisti tisti klasični, ampak vseeno malo bolj trši zvok nam je bil bližje. Kaj ste poslušali?
Joj, če povem priredbe, ki smo jih igrali, so bili to od AC/DC do Kings of Leon, pač res raznoliko. Takrat smo se vrgli v koš alternativnih rockerjev. No. Zdaj pa se mi zdi, da tudi smo vsi malo odrasli, ne sede nam več nabijanje, distorziran zvok, tako da zdaj malo bolj plujemo proti neo-soulu, R&B, pač spogledujemo se s temi žanri, hkrati pa še vedno kombiniramo neke različne stvari in naše influence, tako da nastaja nekaj zelo svojega, bi jaz rekla. A imate morda kakšne vzornike v slovenskih skupinah? Je katera še posebej vam blizu? Da bi zdaj rekla prav vzornike, to po mojem, da ne. Ja. Absolutno zelo spremljamo slovensko sceno, pa itak se učiš od drugih bandov, od Murphyjev do Joker Out, pač vsak band na svoj način dojemaš, se mi zdi. Murphyje bolj dojemamo iz te res zvokovnega segmenta, Jokere kot to, kaj so vse dosegle in res vsaka jim čast. Pa so tudi drugi bandi, no, ki od nekih mlajših generacij, tako da vse spremljamo in vsemi se v bistvu nekako spogledujemo malo. Bi želeli s katero skupino stati na odru? Če bi izbirali, naprimer slovensko, svetovno. Lahko slovensko, lahko globalno. Ja, to bom zdaj sicer govorila za sebe, ja, ampak jaz sem v zadnjem času res navdušena nad zasedbo Parcels. V bistvu res njihov zvok, njihovi koncerti, vse mi je všeč, tako da v bistvu z njimi. No. Upam, da preostanek benda tudi z njimi. Od Slovencev pa Kokosi mogoče, ker z njimi še oziroma smo si delili že oder enkrat. Ja. Kje? V Ljubljani, takrat še je bil en lokal Čin, se mu je reklo. Tam smo in ste stali skupaj. Tako. Energija je bila dobra? Ja, res so neverjetne. Radio SI Main Stage. Še malo in se bo zgodil Main Stage na Radio SI. Z mano v studiu je še vedno Taja Islamović, kitaristka zasedbe Infected. Zdaj, Taja, album Kolaž je vaš prvenec, ne? Ne bom te vprašala po letnici. Jo celo vem, 2018 je bil Kolaž. Zdaj pa že kar nekaj let minilo, ne, od tega zadnjega koncerta, ti, ali pa vi. Kdaj bo naslednji? Koncert ali album? Album. Koncert bo čez pol ure. Ne, album, ja, res je. Delali smo mi sicer material, ampak potem smo naleteli malo na neko kreativno zatišje in tudi prejšnji kitarist je v bistvu šel na študij v tujino, imeli smo malo eno tako negotovo obdobje in v bistvu ves material, ki je v vmesnem obdobju nastal, je nekje v zraku, ne vemo čisto, kaj bomo z njim naredili, ali ga bomo prilagodili na to, kar zdaj igramo. Seveda pa delamo zdaj v novi zasedbi nov material, imamo že približno za en EP materiala, tako da v kratkem, no, upamo, da v letošnjem letu zagotovo še izdamo vsaj kakšna 2 ali pa 3 single, pa naslednji korak je pa album. Pa še poletje bo, kmalu, ne? Če skočimo pomlad, kar pomeni sezona koncertov in festivalov. Najbrž so tudi kakšni načrti za večji oder? Zaenkrat še ni nič potrjenega, ampak bo pa zagotovo pestro poletno koncertno leto. Sigurno. Ja, nič, zdaj še lahko samo vprašam, kaj torej Infected, kaj lahko od Infected pričakujemo v prihodnosti? Evo, ne samo kratkoročni, ne, najbrž vas ne, se tudi jaz bi rekla konsistenco, ker tega do zdaj nismo imeli in se mi zdi, da nam je lahko to eno lepo neko vodilo, da smo dosledni, da izdajamo komade redno, da delamo, ustvarjamo, izdamo dobre stvari, pilimo, koliko pač gre, ampak ne pa preveč zaradi tega, ker če ne se bomo takoj vstavili in bo se proces zaustavil in ne bomo konsistentni, kar je cilj. Se mi zdi, da smo zdaj letos malo bolj, zaštartali strateško, vemo, kaj rabimo, vemo, kako se loteti, zdaj pa še moramo samo izvesti. Si ti gonilna sila, priznaj. Ja, malo vse.
Ja, nič. Jaz mislim, da je dovolj bilo besedne, ker že vsi komaj čakamo koncerta. Infected, torej čez dobre pol ure na Radio SI Main Stage. Taja Islamović, hvala za obisk v studiu. Katja Zinrajh je bila pred 1 uro tudi vokalistka, torej v studiu, pa zdaj le se opeva oziroma vaje so one, intenzivne vaje potekajo, da bo na odru vse štimalo. Bi še kaj dodala na konec, za konec? Nič, se poslušamo čez pol ure. Poslušamo se in tako tudi vidimo, ne? Na 365 koncertov živo pa na radiosi.eu. Kar ostanite. Radio SI Main Stage.